Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora, ki ima obrazec, vprašaj Anžeta v zapiskih. To je vse, kar bom rekel. Danes najprej eno fajno vprašanje, na katerega ne vem odgovora, a morda odgovor ve kdo od vas in nam bo vsem pomagal. Potem je ena ta glavna tema o Googlu, tokrat ne o sodiščih, ker so imeli njihov ta velik dogodek Google I.O. in pa na koncu še eno ali pa mogoče dve vprašanji. Zdaj pa kar tistem prvem, ker je tudi mene presenetilo, ker sem bil uporabnik te aplikacije. Zdaj bom pa začel brati zadevo, ki je bila v obrazcih. Živjo Anže s klicajem, bravo, Dušan piše. Imam težavo z novo aplikacijo Klarna, ki je nadomestila prejšnjo aplikacijo Stokart, v kateri sem imel shranjenih kakih 50 plus, kar je zelo velik, Dušan, 50 plus črtnih kod od kartic od trgovin. Stokart več ne deluje, potrebna je registracija v novi aplikaciji Klarna, kjer se registracija lahko pravi samo z verifikacijsko kodo poslano na mobilni telefon. Problem pa je, da ta SMS nikoli ne dospe in kot sem zasledil, je to problem mnogih. Po prebranih mnenjih o aplikaciji na App Store veliko uporabnikov iz Slovenije. Sam sem poizkusil že vse mogoče telefonsko številko s predpono plus, pa nič, pa samo brez vsega, ne samo nič 3.1. S presledki, brez vse živo, z vklopljenim iMessage, potem sem dal airplane mode, on in off, no zagon telefona, vse brez uspeha. Smejim se samo zato, Dušan, ker sem jaz to vse tudi poizkusil, ker sem hotel preveriti, če je res kakšna reči ti nisi poskusil, pa mislim, da dejansko si čisto vse. Njihova podpora je neuporabna, do kartic pa ne morem, ker prejšnja aplikacija več ne deluje. Imaš kakšen nasvet, imam iPhone SE druge generacije, posodobljen iOS in aplikacija Klarna je zadnja različica, pa na Telemachu. Je Dušan, lepo zdrav, Dušan. Ja, meni tudi ni uspelo. Moram reči, da jaz ne vem, če sem imel 7 teh kartic noter, kar je zelo malo, Dušan, kot sem rekel, 50 plus. Ampak ali je kdo to rešil? Kot sem jaz zaznal potem na internetih, dal sem tudi v zapiske en Reddit thread, kjer so se Slovenci pogovarjali in potem je bil med njimi tudi Miha Rekar, ki ga poznam in je on predlagal kot alternativo Supercard. Sem dal tudi to v zapiske. Ampak ja, če ne moreš do unih kartic, je težko karkoli izvoziti in potem uvoziti v novo aplikacijo. Tako da še enkrat, ali je kdo to rešil? Zdaj vas sprašujem, ali je kdo to rešil? Dajte mi napisati, kam v obrazec vprašam Anžeta, ki je v zapiskih, seveda. Zdaj pa na glavno temo. Leto je naokoli in Google je imel svojo veliko konferenco I.O., je rečejo input, output, če bi človek to hotel prevajati. Načeloma tega nihče ne prevaja. Ampak spet so veliko govorili seveda o umetni inteligenci, spet je imel Sundar Pichai, to je šef Googla, šalo na koncu, ko so prešteli, kolikokrat je rekel AI, haha, in tokrat je dejansko bila to druga najbolj uporabljena beseda. Prva je bila seveda Gemini. Gemini je Googlov ChatGPT. To najbrž Google zelo boli, da ima ChatGPT tak delež v naših glavah, da je nekako postal privzeta rešitev, medtem ko si ostali potem skušajo svojimi imeni in upajo na najboljše. Ne? Zdaj cela konferenca oziroma cela predstavitev je bila kar dolga, jaz sem si sicer vse pogledal, moram pa reči, da so se na The Vergeu že spet zelo potrudili in naredili eno tako krajšo različico, čeprav tudi krajša različica je 32 minut, mislim, da vse skupaj je bila kar ura in pol. Jaz sem si izbral par reči, ki so bile meni zanimive, seveda je bilo zelo veliko o AI-ju, pa potem mogoče na koncu, mislim proti koncu, ena reč, ki pa mene vedno bolj preseneča, ko gledam te predstavitve, sploh strani Googla, pa se mi zdi, da je kar logična, ampak se mi zdi vredno opozoriti na njo. Ampak preden pridemo do tega, pa par reči, ki so meni pač padle v oko, rečejo Američani, in so se mi zdele relativno zanimive. Prva je, da naj bi Gemini nekako prišel v Chrome. Ne, v Chromeu, če uporabljate brskalni Chrome, bo Gemini tam prisoten, to bo ta flash različica, če sem prav razbral, ki je brezplačna. Do tega, kaj je brezplačna in kaj ne, še pridemo. Ampak Gemini bo očitno posod, potem je bil še en slajd, kjer bo Gemini tudi v Android Autu, v avtomobilu in v vseh drugih možnih napravah, kar načeloma je bilo dosti pričakovano, ampak se mi zdi tako zanimivo, da do zdaj nekako se to ni zgodilo, zdaj so pa očitno na točki, ko se bodo vsi te produkti začeli širiti ne v vse ostale produkte od Googla. Moram reči, da so se s tem Chromom kar nekaj časa ukvarjali, ne, da bo to v Chromeu. In hkrati ne omenim prejšnjo epizodo tehnične podpore, kjer smo vsi izvedeli, da Ministrstvo za pravosodje hoče, da Google pač proda Chrome.
Zabavno bo še, samo to hočem reči. Ampak meni se je to zdelo kar zanimivo. No, ker jaz moram reči, da Gemini vsake toliko uporabljam in dejansko kar napreduje. Včasih iskreno sploh ne vem, kakšna ne bi bila razlika. Govorimo vse o brezplačnih različicah. Nekakšen je recimo v primerjavi z brezplačnim ChatGPT-jem, res ne vidim nekih posebnih razlik, saj za take reči, kot ga jaz uporabljam. Ampak ja, to, da se bo očitno širil po vseh Googlovih produktih, je bilo zelo pričakovano, ampak je tukaj to bilo mogoče videti nekako v akciji, bi že spet rekli Američani. Potem pa par takih reči, ki so pa zelo uporabne. Zdaj, zaenkrat sem bolj razumel nekatere samo v angleščini, nekatere v par jezikih, ampak Google kar obljublja ostale jezike in jaz bi se tukaj nekako kar naslonil na to, da Google načeloma jezikovno podporo kar dobro dela že vsa ta leta. Google Translate je ena taka reč, pa to, da so njihovi operacijski sistemi tudi v slovenščini, se mi zdi kar vzpodbudno, pa zdi se mi tudi, da ko gledamo te modele neumetne inteligence, je pač jezik tista reč, v kateri so še najboljši, se mi zdi kar smotrno pričakovati, da bodo te reči prišle tudi v naše okolje, se pravi, da bo slovenščina na eni točki pač podprta. Zdaj, najprej so Gmail Smart Replies, ki že zdaj obstajajo, moram reči, da meni jih ven meče zaenkrat samo v angleščini, mogoče imam kakšno tako nastavitev, ampak vsaj, ko govorim s kakšnimi kolegi iz Amerike ali pa iz Anglije, kar prav pride, kot te nekdo nekaj vpraša in samo hočeš povedati, ja, seveda, ali pa ne bom, ali pa tako, zelo simpel. No, zdaj bojo pa to razširili na ta način, da bo lahko pač ta sistem pogledal tvoje prejšnje maile, se pravi v Gmailu in nekako odgovoril v tvojem slogu s tvojo prijaznostjo ali neprijaznostjo in pogledal bo lahko tudi, ne vem, Google koledar, mogoče kaj v Driveu in na podlagi podatkov, ki jih tam najde, potem odgovoril človeku, ki te nekaj sprašuje. Tukaj kar vidim veliko uporabnost, sploh če bo vprašanje, kdaj imamo tisti sestanek in ne vem, o čem se bomo pogovarjali in potem lahko ta sistem pogleda datum, tukaj imam neke zapiske za ta sestanek in ti zastavi neko sporočilo, ti ga pregledaš in potem pošlješ. Seveda, kako bo to v praksi delovalo, bomo videli, ker vsi vemo, da halucinacij še niso rešili. No, na tej točki naj še povem, da se vidi, da vsa ta podjetja se kar ukvarjajo nekako z varnostjo, zasebnostjo načelno, do vsaj neke mere, ker je bilo tudi kar nekaj govora na predstaviti, ja, se trudimo, ne bomo dali vseh novih funkcionalnosti na voljo vsem, najprej jih bomo mi interno testirali, potem jih bomo dali ljudem, ki jim zaupamo in šele potem v splošno publiko, da ne bomo prišli do situacije, kjer bomo mi kaj krivi, ker bodo s halucinacijami naši roboti neumnosti govorili ali pa škodljive reči govorili, ker to se še dogaja. Verjemite, zanj sem že spet bral en primer, ko je, ali pa ne, slišal sem v podcastu, primer, ko je nekdo imel vklopljene na iPhonu, sprav na Applovih telefonih, tiste povzetke obvestil, sporočil in je bilo nekaj govora v nekem skupinskem pogovoru o njegovem očetu, ki je, ne vem, leto prej imel srčni napad, se mi zdi, in mu je že spet nekako povzelo, kot da tvoj oče ima srčni napad in je bil čist bled. Kaj se dogaja potem, pa šele ko je šel v sporočila, je videl, da temu ni tako, da so samo pogovarjali o tistem napadu izpred enega leta. Tako da take reči se še dogaja in se mi zdi, da ta podjetja to vedo in zato je tudi dosti govora o tem, kako bodo te reči nekako rešili, omilili, dali neke varovalke v te modele, ampak se mi zdi, da v praksi se potem to ne izkaže kot zelo učinkovito. Ampak tudi, če gre samo za PR, saj govora je o tem, ker se mi zdi na začetku dajmo je reči, kvazi revolucija umetne inteligence, se s tem ni nihče ukvarjal. Smo samo gledali demote, ki so bili cool. No in ko smo pri demotih, ki so bili cool, Google Shopping, to je sicer aplikacija, ki je bolj za ZDA, bo zdaj omogočila to, da se boš ti slikal. Pravijo, da je fino, če je zadnji čim bolj preprosto ozadje. Boš to sliko dal v Google Shopping in ko boš najdel neko obleko, bo potem AI model to obleko preslikal nate, tako kot ti bo pasala, če bi jo slučajno kupil. Kar se mi zdi kar uporabno. Zdaj tukaj jaz v podcastu to govorim, sem pa dal v zapiske povezavo, ki je MKBHD to že preizkusil. In res kar deluje. No? Zdaj, kako bo to na dolgi rok, ampak to, da lahko nekako preizkušiš virtualno stvar, ki jo boš načeloma kupil, ni najslabša reč. Je pa res, da me potem zanima, kako AI model ve, ne vem, gledam neke hlače, kako velike, široke in dolge so zares te hlače in kako potem padejo na
človeka in hkrati, če lahko iz svojega zornega kota to gledam. Jaz imam 2 metra in 5 centimetrov. Verjamem, da te modeli ne delajo veliko z ljudmi, ki so tako visoki. Hočem reči, da je količina ljudi, ki so tako visoki in so jih te modeli videli, manjša kot recimo nekdo, ki je povprečne višine. Tako da me zanima, kaj bi se zgodilo, ko bi jaz to preizkusil. In bom, ko bom lahko. Potem so predstavili še en demo, ki bo zdaj postal resničnost. Gre za tehnologijo, ki so ji lani rekli Starline. Teh imen, ki jih imajo, je toliko, da že v zapiskih sem se parkrat zgubil. No. Zdaj se bo pa zadevi reklo Google Beam. Gre za tak zaslon, ki ima okoli, mislim, da 6 kamer. In je mišljen, da se 2 človeka pogovarjata, seveda kot, ne vem, Skype ali pa Zoom klic, ampak ker je teh 6 kamer okoli in je zaslon poseben, sogovornika izriše nekako v 3D, tako lahko malo okoli gledaš. In že tisti demo lani, vsi so bili kar navdušeni. Moram reči, da sem kar malo presenečen, da je zadeva tako blizu, da bo počasi že prišla. Par podjetij se je že javilo, da jo bo nabavilo. Celo napravo pa delal HP. Tudi to je v zapiskih v tistem Vergeovem članku. Poglejte, no, ker je taka zanimiva tehnologija za to, da se mogoče z nekom res bolj človeško, slaba beseda, ampak ja, bolj človeško pogovarjaš na dolge razdalje, ne samo da gledaš kvadrat, v katerem je recimo Zoom klic. Potem je bila še ena reč, ki tudi obeta Google Meet, to se pravi, to je ta platforma njihova za sestanke, za pogovarjanje, njihov Zoom, no, bom tako rekel, bo dobila zaenkrat samo angleščino in španščino, no, ampak dejansko žive prevode, glasovne žive prevode, spravi, jaz govorim angleško, moj sogovornik govori špansko, on sliši mene špansko, jaz njega, kako da sem se že zmedel, to bom kar odpustil, se veste, kaj hočem povedati. Jaz govorim angleško, on je Španc in bo mene slišal špansko. On bo govoril špansko, jaz govorim kao angleško in jaz bom njega slišal angleško. In je bo tudi demo tam predstavljen, moram reči, da zelo cool zgleda. In vem, zdaj, ko smo že par let v tej, še enkrat kvazi revoluciji umetne inteligence, ker malo bolj verjamem temu demotu. No, potem pa, ko smo pri demotih, je bil pa en demo, ki je bil dejansko čisto v živo. Sta bila pa 2 govorca na odru, en moški pa ena ženska, moški pa na začetku gor in že takoj se je videlo, da ima neka čudna očala na sebi. Čeprav moram reči, da so zgledala dosti ok, ne si predstavljati tega, kar bi bil Apple Vision Pro, ne, se pravi, gre za dejanska očala, skozi katera vidiš. In potem je bila ženska v zaodrju in je potem ona nekako prišla na oder, vse skupaj se je pa v živo dogajalo, tako da smo spremljali sliko iz njenih očal, kjer je spraševala, stvari pošiljala, SMS-e, vse se je izrisovalo. To je bil pa, moram reči, kar impresiven delo, sicer se je vmes videlo, da je malo začel štekati, se temu slovensko reče strokovno. Predvsem mislim, da zato, ker na teh konferencah karkoli gre preko Wi-Fi povezav, dokaj klavrno deluje, ker je toliko publike in vsi so na telefonih in na računalnikih, tako da to se tudi najboljšim dogaja. Ampak je šlo za res kar impresiven demo, predvsem je šlo pa za zelo impresivna očala, ki so že na meji tega, da sploh človek ne bi opazil, da gre za očala, ki imajo neko pamet noter. Prav so očala s kamero, s mikrofonom, zvočniki in pa tistim zaslonom, povezana so, zdaj jaz sem razumel preko telefona v internet, ampak kakorkoli gre za to, da telefona sploh ne vzameš iz žepa in pač hodiš naokoli in sprašuješ in poveti in kažeti in vse ostalo. Hkrati bo tukaj potem še demo pomočnika Googlovega, ki vidi skozi kamero tvojega telefona, ne bo zelo impresiven demo, sicer ta ni bil v živo, no, ki je neka ženska hodila po ulici in rekla, kaj pa je ta suha stavba in jo je popravila, to ni stavba, to je samo luč, ne, spravi, da vidi, razume, pove, kaj je tam, ti pomaga na ta način. Moram reči, da je tudi zelo, zelo impresivno zgledalo. No, potem za konec, napreden gremo bolj v realnost, ne samo v ta Google PR, pa še ta AI mode, ne? To je pa ta funkcionalnost, ki jo ima Google iskalnik. To je bilo mogoče meni nepresenetljivo, no? Ampak se mi zdi, da zdaj so pa res šli čisto v to smer, da bodo tudi svoj iskalnik nekako obogatili v narekovajih z umetno inteligenco. Ta AI mode je že prej obstajal, zdaj so ga pa dali še na steroide. Pač kako to zgleda, to je, da pač začneš Google spraševati. Ne samo pišeš te vprašanja ali pa stavke v Google iskalnik in potem dobiš tiste povezave nazaj, ampak gre dejansko za to, da kaj pa je tole, tukaj to in potem dobiš nazaj informacije, včasih so povezave, včasih ne, to je odvisno od modela.
Potem so veliko govorili tudi o teh agentih, hočem kupiti karte za bejzbol tekmo, kupi mi karte in on vse naredi, da v bistvu ne da samo poišče, kje te karte so na voljo, najdete točno karte, za katere si prosim, potem ti samo še na koncu zaključiš recimo nakup. In ja, očitno res gre v to smer, se mi zdi, da to je absolutno odgovor na to, da je OpenAI ChatGPT search pokazal, kjer je bil nekako iskalnik narejen na podlagi ChatGPT-ja. In tudi zadnje čase moram reči, da je veliko govora o teh tehnoloških medijih o tem, da se nekako kaže ta nek premik od klasičnih iskalnikov, morda v prihodnje v neke hibridne AI iskalnike, ki nam bodo na ta način pomagali. In mislim, da Google tukaj vidi kar konkretno eksistencialno grožnjo samemu sebi in skuša vse te reči narediti v svoji hiši, že spet bi rekli Američani, se prečujem za to šar, ne zadnjič, ko to rečem. In skušajo na vse načine pač prehiteti vse ostale. Zdaj, ostale reči mene niso tako pritegnile, če se vam kakšna zdela bolj pomembna, mi napišite v obrazec, pa mogoče naslednjič bolj obdelam. Potem je pa na koncu, tisto, kar je pa meni bilo zelo zanimivo, sploh ko gledamo Google, bom tako začel. Google, veste, je več ali manj brezplačen. Pri Googlu redko reč dejansko kupiš, mogoče so to do zdaj bile več ali manj samo strojne rešitve, bom rekel, mogoče kakšna tablica, računalnik, Chromebook, recimo, ali pa telefon. Bolj malo je bilo reči, ki si jih dejansko plačal si potem mogoče večjo shrambo v Google Photos ali pa Google Drive, ampak nekako je šlo poglejte, Chrome je brezplačen, Gmail je brezplačen, saj tistih 15 GB začetnih, Google Photos brezplačnih. Tukaj se je pa velikokrat pokazalo, ker umetna inteligenca, v narekovajih, terja energijo in denar in vse ostalo, hkrati pa mislim, da tudi vsa ta podjetja vedo, da še ne vedo, kako točno naj bi služila z umetno inteligenco, in je veliko teh reči skritih, dostopnih preko naročnin. In je bilo kar nekajkrat v tem dogodku rečeno, to pa na voljo za naše naročnike. In teh naročnin je več, moram reči, da kar velika zmeda obstaja na tem področju, pa ne gre za ChatGPT, Anthropic ali pa Google Gemini. To je Gemini Flash, Gemini Pro, Gemini AI, DeepThink, 47 različnih permutacij tega je, in tem permutacijam potem sledijo tudi naročnine. To, kar so predstavili celo ultra naročnino, zdaj je to moderno, da je Pro pa ultra, to se pravi, ki je $250 na mesec, in ta v bistvu edina zagotavlja praktično vse, kar že zdaj deluje, kar so predstavili na tem dogodku letos. Tako da ta del se meni zdi zelo zanimiv, ker očitno vedo, da bi bile te reči nevzdržne, če bi jih dali v roke v masi uporabnikov, ki jih že zdaj imajo in že zdaj pač računajo za te reči, nekako pripravljajo teren in pa mirno že govorijo o naročninah. Kar prej pri Google praktično sploh ni bila reč. Tega nismo slišali na njihovih predstavitvah. Zdaj pa moram reči, da je tega vedno več in je to nek trend v tej industriji, ko se strojna oprema še vedno seveda prodaja, ne raste pa več ta kategorija in skušajo vsi te velikani, tukaj govorimo in o Googlu, in o Applu, in o Microsoftu, čim več zaslužiti nekako preko teh naročnin. Nekako ironično, je mogoče tukaj Microsoft v najboljšem položaju, ker pač za okna ljudje dajo denar, za Office ljudje dajo denar, za vse njihove produkte dajo denar, tako kot recimo Adobe s Photoshopom. Za Google pa Apple je pa to, ne bom rekel nekaj novega, ampak nekaj, kar ima vedno več pozornosti znotraj teh dveh podjetij, in to je bilo na tokratnem Google I.O. več kot očitno. Se mi je zdaj zelo zanimivo, da je Google toliko govoril o naročnikih in naročninah in poglejte, kaj vse dobite, če nam plačate. Ker včasih je pa bilo, predstavljamo Google Foto, koliko pa stane? Nič. Samo oglase vam bomo kazali. Tukaj pa zaenkrat v zvezdico še ni oglasov, pa toliko stane, elektrika ni brezplačna in je zelo zanimivo videti ta moment, ko tudi Google govori o naročninah. Toliko o tem dogodku, za konec pa, ker sem že spet predolg, samo ena reč. Pozdravljena že s klicajem, Blaž je to napisal. Se opravičujem, vseč mi bo ta prvi stavek. Se opravičujem, ker nadaljujem sago o ojačevalnikih Wi-Fi signala, pošiljnica mesh omrežnih in Powerline adapterjih, vendar mogoče komu prav pride informacija. Jaz mislim, da je to res, koliko je teh ljudi, jaz mislim, da zelo malo, ampak se mi zdi super, da je Blaž to napisal, zdaj že spet Blaž piše, da obstajajo Moka adapterji,
ki omogočajo zelo hiter prenos podatkov preko pogosto neuporabljenih koax kablov za antene. Tako lahko enostavno pripelješ internet v zahodno krilo preko kabla, v narekovajih lepo zdrav Blaž. Ja, Blaž, tudi te adapterji obstajajo. Če imate slučajno staro hišo, po katerem so napeljane antene za televizijo recimo in jih ne uporabljate več, tudi te kable se da uporabiti za prenos. Spet prenos ne bo enak kot pri UTP kablih, ampak ne bo pa čisto za nič. Vsekakor bolje kot enosmerjevalnik, ki potem skuša zadovoljiti celotno hišo, tudi tiste kotičke, ki jim v tem podcastu rečemo zahodno krilo. Najlepša hvala vsem, ki ste že spet poslali super vprašanja. Res nisem mogel vseh uporabiti. Dejte še kaj napisati, obrazac je v zapiskih. Reče sem, vprašan že ta sklicajem. In pa dejte kakšno oceno v Apple Podcast, če vas je volja, pa pridite v Discord, povezava je tudi v zapiskih. To je to, najlepša hvala, ker poslušate. Do naslednjič. Nasvidenje.